Jaz bi o dveh stvarih govoril. Prva je glede železnic. Napovedano je bilo, da bomo na vladi govorili o tem. Vlada je ugotovila, da ni bilo kršitve sklepa vlade, ki omogoča imenovanje na javnem razpisu ali pa na drug način. Je pa takšno imenovanje imelo določene posledice, danes jih bo predstavil predsednik vlade. Pričakuje pa vlada kot nek minimalen pogoj, pa tudi nek minimalen standard za generalne direktorje, zlasti takšnih sistemov, da ne upravljajo nobenega drugega dela. V tem primeru gre za župana in pričakujemo, da te funkcije ne bo naprej upravljal. Druga zadeva je pa glede vinjet. Uvedba vinjet 1. julija lani je bilo politično darilo prejšnje vlade. To sem že večkrat poudaril. Zaradi domnevnega diskriminatornega obravnavanja udeležencev v prometu je Evropska komisija zamrznila postopek za odobritev sredstev za gradnjo avtocestnega odseka Slivnica-Draženci v višini 38 milijonov evrov in zadržala vse nadaljne postopke za pridobivanje sredstev za druge odseke. Zahteva Evropske komisije je bila, da uvedemo kratkotrajne vinjete v sorazmerni ceni glede na letno vinjeto, s čimer bi zagotovili nediskriminatoren način cestninjenja. In s tem vlada Republike Slovenije soglaša. Je pa cestninjanje, torej cene vinjet, v pristojnosti države članice. Izpolniti moramo pogoj sorazmernosti med letno vinjeto in morebitno drugačno vinjeto in to bo Slovenija pri določitvi cen tudi upoštevala. Danes je vlada sprejela odločitev, da bo Slovenija izpolnila pogoje, da se sprostijo zaustavljena kohezijska sredstva in da se omogoči nadaljevanje ostalih postopkov za pridobivanje sredstev na ostalih cestnih odsekih. Vlada bo državnemu zboru predlagala spremembo zakona o javnih cestah, ceno 7-dnevne vinjete v višini 15 evrov, ukinitev polletnih vinjet in letno vinjeto v višini 95 evrov. Za potrebe te odločitve, ki sem jo zdaj predstavil, so bile pripravljene simulacije, ki so pokazale, da bo ob uvedbi kratkotrajne vinjete 7-dnevne za 15 evrov s 1. julijem 2009 nastal dodatni primanjkljaj v višini 11 milijonov evrov v primerjavi s pričakovanimi prihodki obstoječega vinjetnega modela. Ta primanjkljaj je po različnih scenarijih okrog 11 milijonov evrov. Natančneje pri nekoliko bolj pesimistični prodaji okrog 11,3, pri optimistični 11,6. V letu 2006 bo ta primanjkljaj pri pesimistični prodaji okrog 16 milijonov evrov in pri optimistični okrog 18. Govorim v modelu, če ohranimo obstoječi sistem. Oba sistema, tako ta z krajšo vinjeto in pa letno dražjo vinjeto, kot obstoječi sistem, ki ga imamo zdaj, pa predstavljata manjše prihodke v blagajno Darsa, kot pa bi predstavljal, torej, kot pa po tistem starem sistemu, ki smo ga imeli prej. Pa ga nočem hvaliti ali pa govoriti, da ga bomo uvedli nazaj, pa vendarle samo kot informacijo. Slovenija si v teh oteženih gospodarskih razmerah ne more privoščiti izgube prilivov iz Evropske unije ali ogrožati turistične sezone, zato je sprejela odločitev o uvedbi teh kratkotrajnih 7-dnevnih vinjet oziroma predlagala bo to odločitev državnemu zboru in vlada na tak način sprejema gospodarno odločitev, potem ko smo natančno presodili vse posledice sprejema ali pa ne sprejema. V zvezi z ostalimi ukrepi bi vas želel še spomniti, ker gre za dva vidika. Eno je cestninjenje, drugi vidik je pa financiranje nadaljnih izgradenj in pa vzdržnost obstoječega sistema, da smo že sprejeli še en ukrep iz tega paketa, gre za torej, kratkoročno stabilizacijo finančne konstrukcije Darsa in sicer smo čisti dobiček že z enim od prejšnjih sklepov vlad, čisti dobiček Darsa prenesli na Dars kot priznan donos iz koncesijske pogodbe. Medresorska skupina, katere gradivo smo danes obravnavali, na podlagi katere smo tudi sprejeli te sklepe, je pripravila še več drugih ukrepov, ki jih bo vlada obravnavala še na naslednjih sejah. Govorimo o cestninjenju tovornega prometa, o morebitnem zmanjšanju trošarin. Mi se bomo z
našimi cestnimi tvornimi prevozniki o tem še pogovarjali in na to sprejeli sklep tudi glede drugih ukrepov, ki še sledijo. Današnja odločitev je pomembna predvsem zato, da se izboljša slovenska javnofinančna slika s sprostitvijo sredstev iz kohezijskih skladov in da se v času oteženih gospodarskih razmer ne ogroža turistična sezona, saj Slovenija želi ostati turistično prijazna država.